Živjo, sem inštruktor Dejan in dobrodošli na ID Solutions. Danes obravnavamo periodične decimalke v ulomek. Torej, kaj je periodična decimalka? To je tisto, ki ima decimalno vejico, in hkrati ima eno tako črtico. In tisto, kar je pod tako črtico, se v bistvu ponavlja. Torej, tukaj to pomeni DE, 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 DE in tako naprej. Neskončna decimalka je to. In kako se to zapiše v ulomku? Ulomkova črta in kaj imamo zgoraj. Zgoraj najprej napišemo vse števke. Torej, celotno število napišemo, A, B, C, D, E, s tem, da vejice pač ne napišemo. Ignoriramo. Torej, A, B, C, D, E, minus števke pred periodo. Torej, pa napišemo tle gor še tiste števke, ki so pred periodo. Torej, če je tlele perioda, ki se začne, torej pred njo so te rdeče števke. A, B, C. To je zgoraj. Spodaj imamo pa 10 na, vedno je 10 na, število decimalk vse. Torej, vseh decimalk pri nas je bilo 3 in zato napišemo 10 na 3 tlele zgoraj. Minus 10 na število decimalk pred periodo. Torej, v našem primeru imamo samo eno decimalko, torej za decimalno vejico, torej decimalka, torej ena decimalka je pred periodo. Zato tle napišemo 10 na 1. In če pogledamo prvi primer. 12,345 je pod periodo. Torej, kaj napišemo na vrh? Najprej celotno število. 1, 2, 3, 4, 5, brez decimalke. Pol napišemo samo tisti del, ki je pred periodo. Torej, 1, 2, 3. In od spodaj 10 na število vseh decimalk, kar je 3, minus 10 na število decimalk, ki so pred periodo in v našem primeru je to samo 1 in zato napišemo 10 na 1. Ta zgornji del lepo odštejemo in dobimo tole. Tukaj pa 10 na 3 je 1000, 10 na 1 je 10, 1000 minus 10 je 990. In če zdaj izračunamo 12,222 deljeno 990, bomo dobili 12,3454545. In zadeva je zapisana kot ulomek. Lahko bi to še sicer skrajšali, ampak s tem se zdaj tle ne bom ubadal. B primer. Torej, na vrh napišemo celotno število, 1, 2, 3. Pol napišemo samo tisti del, ki je pred periodo, označen je pred menj z rdeče, torej 1, 2. Od spodaj 10 na število vseh decimalk, tukaj je samo 1, zato je 10 na 1, minus 10 na število decimalk pred periodo. Zdaj, če pogledam tle pred periodo, ni nobene decimalke, je samo cel del. To pomeni, da je nič decimalk. Tle je bil C, ta ena decimalka, zato smo tle napisali C na 1. Tukaj pa ni nobene decimalke pred periodo, zato je to 10 na nič. 10 na 1 je 10, 10 na nič, karkoli na nič je 1. Torej 10 minus 1 pride 9. In na vrh normalno zračunamo in dobim 111 devetin. Zdaj, če pogledam C primer. Zapišem celotno število, zdaj nule ni treba pisati spredi, napiše samo 3, 4, 5. To je celotno število in pol minus število pred periodo, torej 0, 3, 4 oziroma 3, 4. Spodaj pa 10 na število vseh decimalk, ki so pri nas 3, minus 10 na število decimalk pred periodo so pa pri nas 2, tile 2, 3 pa 4, zato daš 10 na kvadrat. Zgoraj zračunamo, spodaj dobim 10 na 3 je 1000, 10 na 2 je 100, 1000 minus 100 je 900. In D primer. Torej, celotno število 267 zgoraj, minus število, ki je pred periodo, torej samo dvojka, spodaj 10 na število decimalk, torej v našem primeru je to 2, če jih preštejem, minus 10 na število decimalk pred periodo, pa spet vidimo, da tle pred periodo ni nobene decimalke, torej nobenega C-ja ali pa karkoli nimamo. Torej 100 minus 1 je 99, na vrh pa tole odštejemo in dobimo rezultat. Pa še zadnji primer, torej na vrh napišemo celotno število 00071, zdaj 0 ni treba opisati, torej samo 71 minus po formuli, kar je pred periodo. Vidimo, da so pred periodo same nule, zato tle dam 0, ni treba napisati 5 0. Od spodaj pa 10 na število decimalk, v našem primeru je to 5, minus 10 na število decimalk pred periodo, pa vidimo, da so tle 3 decimalke pred periodo. 10 na 5 je 100 000, 10 na 3 je 1000, 100 000 minus 1000 je 99 000 in to je rezultat. Torej 71, 99 tisočin. Pol imamo pa še tlele vaje na prosojnicah. Te bom pa rešil na tablici.
Torej, A primer, če si naštimamo, torej tlele A primer, imamo v bistvu, bomo dali malo bolj debel kuli, torej 23,15 in nad petko je perioda, torej je enako, ulomkova črta, zgoraj napišemo število vseh, zgoraj napišemo celo število, 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, minus spodaj napišemo samo tisto, kar je pred periodo, torej 2, 3, 1. 2, 3, 1. Ok, ulomeno, desetna, število vseh decimalk, torej vidimo, da sta decimalki 2, torej 10 na 2, minus 10 na število decimalk pred periodo, vidimo, da je samo ena decimalka pred periodo in zato je to 10 na 1. In zdaj, če zgori tole zračunamo, torej 2, 3, 1, 5, minus 2, 3, 1, dobimo 2, nič, 8, 4, 2, nič, 8, 4, ulomeno, od spodaj imamo pa 10 na kvadrat je 100, 10 na 1 je 10, 100 minus 10 je pa 90. In to je rezultat. Pa poglejmo še B primer, torej tukaj imamo pa 0,3 s črtico, spet je enako, ulomkova črta, zgoraj napišemo celotno število, 0 od spred ni treba pisati, torej dobim samo 3, minus število pred periodo, ki je pa v bistvu samo 0 in napišemo 0. Spodaj pa 10 na število vseh decimalk, vidimo, da je tukaj samo ena decimalka, torej 10 na 1, minus 10 na število decimalk pred periodo, vidimo, da ni nobene decimalke pred periodo, torej tlele imam 10 na nič. Torej 3 minus nič je 3, od spodaj imamo pa, torej 3, od spodaj imamo pa 10 na 1 je 10, 10 na nič je 1, 10 minus 1 je pa 9. Lahko bi še skrajšal 3/9 oziroma 1/3 in če bi to kucal v računalnik, bi dobil 0,3333. Hvala lepa.